Še kdo kakšno vprašanje? Če ne pa, to lahko še za kakšno pesem, prosim. Še kakšno zapeli? Ja. Druč pa harmonke stavo fanti, ne? Ja. Zdaj bi zdaj naprimer zelo pasla. Znate še kakšno? Das Wischine
smejijo. Od višine se vrti, skrime v svojo glas, svojo mehko glas, svojo toplo glas, skrime v svojo glas, lahko mi vrneš kar še nocoj, hočem da me vidijo s teboj, da me vidijo s teboj. Evo svi. Da me vidijo s teboj, da me vidijo s teboj, da me vidijo s teboj, da me vidijo s teboj. Lepo ste odpeli. Je tudi. Trudil sem se. Ja, ne vem, bo kdo še kaj vprašal? Izvoli. Na kateri šoli ste pa poučevali, ko ste pri učitelju? Sostro, Lani? Vide Pregrac, ja. Kaj ste pa učili? Nemščina, angleščina. Pa podaljšano bivanje. Drugi razred, to je bila najbolj. Pa še ne, tam Vodman. Ja, izvoli. A je življenje glasbenika kdaj naporno, pa ste kdaj razmišljali, da bi pač bili normalni? Le, če pogledaš moje podočnjake, ne? In ne več. Pa me vsi sprašujejo, ne? Mislim naporno. Verjetno je, sem vse naporno, nisem da kaj češ. In problem je v tem, da imaš ta bioritem pa to, ne? Spanje pa to je malo problem, ne? Da včasih gremo na oder, se veš, polnoči gremo na oder, ne? Pol igramo tam, pol dveh, ne? Doma prijemam 4, ne vem, pol pa imaš otroke, ki te v pol 8 zbudijo, ne? Ali si pa že toliko star, da ne moreš spati, pa se spet sam zbudiš. In se cel dan veš, to trikrat na teden. To je po manjše najbolj, ne sem pač. Vsako stvar, da je vse naporno, po manj. Učitelj biti je nadnaporno, ne? Če se spomnim, ne? Ampak nikoli nisem razmišljal, da bi kaj druga, ne? To pa kje. Če bi bilo, mislim. Enkrat sem imel, hvala Bogu sem enkrat, jo večkrat ne moreš imeti. Odklopa meningitis, ne? Ja. Emangocephalititis, ne vem, kaj že. In nisem točno vedel, kaj bi to bilo. Mislim, ker zdravnik reče viroza, normalno, ne? Viroza, ja, okej, če viroza bom pa že. Nisem mogel iti stati, nisem mogel. Možda pa koncert v Križankah, niso rekli, da ti povej, to ne, ne veš, ne. Ne mogo odpil, kako naj koncert, da povem razprodano, tam 500 ljudi me čaka, zdaj ne povej, pa veš, kaj sem bolan, ali kaj. To moraš reči, da si bolan, mislim. To se nikoli ne predstavljam, da bi povedal nekaj za bolezni. In pol so me moji vsi gledali cel band, jaz sem sedel, pa še petal, tako sem peval, veš, odlični se Ovi so me nobeni umorni več govoriti, sem mislil, kaj narobe, ne. Pol sem prišel domov, pa sem dobil od mamca Košir SMS, dragi Vlado, kaj ti je ležalo na duši, odkar romam na tvoje koncerte, je ta bil najbolj poduhovljen.
In najtišji. Le kaj ti je ležalo na duši, zakaj je bilo tvoje telo tako težko? Po konceptu, ko sem šel k zdravniku, infekcijska, so mi dali injekcijo v hrbet noter, pa so rekli, meningitis, kar vlešte se tele. Sem bil zadnji, ki sem rekel, Monca, duša je v redu, samo meningitis, meningitis. Tako da reč, to je, težko se predstavljati, da boš povedal nekaj, ne? Če te pol tam čaka, tako hočeš. Še kakšno? Ne? Ali dobijo pa autogram? Who cut your hair? Čiče in Čong, to sta dva šalica, če te pogledali na YouTube. Či in Čong. Tako pride, učitelj pride, nekje v Hadlemu je šola, sami črnci zvonov, brez zvonov, slam, težki, ne. In pride inšpektor za borbo proti mamilom, ne. In razlaga, oni pa vsi travo, malo, noten, po skriptu, to vse, vsi polni droge, ne. Ta mali in pol inšpektor razlaga, ne. Kako se mogla boriti proti drogam, pa drogi razlage, profesor išto droge, ne. In razlaga pol ure, kako so mamila nevarna in vse to, ne. In pol pravi, any question? Pa pol tako kot ti pravi, who cut your hair? Kdo te je šišal, kdo te je šišal? Ampak ti imaš biti svoje frizuro, tako da mi boš pol povedal, kdo te je. Pardon. Če boš še zabil kakšno. Tam še eno? Ja. Dopoj mi pesem, če lahko zgrem ta želje poslušalcev. Sem že doživel, stal pod tvojim oknom, ljubo se mi je grel, kdo je s kom in kolom, kdo sem bil je z njo, sami strani obrazi, sami predolgo, lahko bi zljubila in objela svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Lahko bi zletela in ujela svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Vse te stare zamere do srca, zatemljeni pogledi nam ne dajo sna, kdo je s kom in koga, komu je mar za to, stokrat že pred letom, življenje je kratko. Lahko bi zlepela in objela, lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Lahko bi zlepela in objela svoje sanje. Lahko bi se dvignila na njih vse do neba. Vse do neba. Vse do neba. Moga pevski bod na šoli. Ne dijaškega, ampak učiteljskega. A res? Ja. Zanimivo, ne? Učiteljice pojejo. Pridne, neke mravljice so in takine. Ja. Bomo povabili enkrat. Za gosta? Ja. Torej, jaz bi počasi se zahvalila, ne?
In res mi je bilo v čast in v veselje klepetati s teboj, te poslušati. Verjetno se mi vsi ostali pridružujejo. Tako da en velik aplavz za Vlada. Še zelo vesel, da vas je zanimalo. Zanimamo vse najboljše. Na vaših prihodnih življenjskih potih. Živijo srečno. Čau. Še eno zapeli? A kitara? Bil sem že lani, ko sem kot vedno za praznik prišli brkati cigani v hišo igra. Oče je stopil v sobo, v tisto črno kitaro, ki jo je kupil za prvo plačo. Gospod, isto kitaro še imate, gospod, isto črno kitaro še imate, gospod. Tista bila je res dobra. So ga spraševali še dolgo potem, zmeraj ko hoteli so prositi drugi, zmeraj ko igrali so v vaški gostilni in hodili opada do šanka. Ko prišle so na vrata, ko stare oblike so rade vprašale. Gospod, tisto kitaro še imate, gospod, tisto črno kitaro še imate, gospod, tisto bila je res dobra. A ste vsi iz Ljubljane? Odkot ste? Koliko vas je Štajercev? Maribor, sam bilo. Maribor. Primorci? Primorci? Dolenci? Največ? Dobre. A se to harmonike povejo? Zelo jasno. Prekmorci, zelo dašne? Prekmorci oni? Gorenci? Ok, pa za nekice v za vas. Včasih, ko pridem domov, sedim pod kostanji in pijem s prijatelji, ki tam še živijo. Takrat skoraj vedno pred mizi za nas zaigrajo in vprašajo otroški obrazi s hripavim glasom. Gospod, tisto, gospod, tisto